še ena krasna Tomaževa stvaritev, pa ima naslov: Vem, da danes bo srečen dan. Isti akordi, iste 4 tonalitete. Dajmo mi naš band poklicati, pa zaigrajte z njimi. Ok? Vem, da danes bo srečen dan. Najprej C-dur. Rabimo C, G pa F akorde. Poiščite jih v predalu. Kje že? Kam sem dal F? F je tukaj, ok, C in G. Gremo. Ok, v C-duru smo zaigrali Vem, da danes bo srečen dan. In seveda vsak dan je srečen, ko se naučimo kaj novega. To je največje bogastvo je znanje. Torej, kaj pa, če sedaj opustimo malenkost te naše črke na ekranu? A bi zmogli sami ugotoviti harmonije pri isti skladbi, ampak tokrat v G-durovi lestvici, torej akordi trije, ki bodo tukaj potrebni. G tonika, D dominanta, G tonika, C subdominanta. Vem, da danes bo srečen dan. Izbirate med G, D in C akordi. Fantje, pojmo! Ok, torej nam je že šlo v G-durovi lestvici. Pojdimo isto skladbo v D-duru. D je tonika, A je dominanta in G je subdominanta. Akordi se bodo prikazali, oziroma te 3 črke se bodo prikazale bolj na drobno. Poskušajte biti samostojni, brez gledanja na ekran. Ok, oziroma lahko gledate v ekran, ampak poskušajte ne gledati teh črk, ampak sami ugotoviti, kdaj je napeto, kdaj bo G-dur, kdaj bo tonika, D-dur in kdaj bo dominanta. Vem, da danes bo srečen dan. Je že srečen. Gremo!
Ok, bravo. Torej, naš namen je, da pogledamo skozi uporabni del kvintnega kroga. V naslednji lekciji bomo kvintni krog opremili z nekimi številkami, tisti starejši že veste, kaj pomeni periodni sistem v kemiji. No, jaz sem že malo pozabil, ampak se še spomnim, pa atomska masa, pa oktansko število, pa ne vem kaj, pa število elektronov na zunanji lupini. Tudi kvintni krog bo imel kar nekaj številk, ampak to naredimo prihodnjič. Za danes pa, še zadnjič, vem, da danes bo srečen dan. Tokrat v A-durovi lestvici A tonika, E dominanta in D subdominanta. Vem, da danes bo srečen dan, četrtič v D-duru. V A-duru. Torej, to je bila Vem, da danes bo srečen dan, skladba Tomaža Domicelja. Krasna zadeva in sicer smo jo tokrat slišali v A-duru. Hvala, fantje! Torej, 2 skladbi smo zaigrali v 4 različnih tonalitetah. Spoznali smo kvintni krog in uporabo kvintnega kroga pri harmonijah. V naslednji lekciji bomo ta kvintni krog opremili s številkami. Boste videli številke, čisto preprosto bomo dodali številke in te številke nam bodo pomagale sestaviti prav vse durove lestvice. Zakaj bi se durove lestvice učili na pamet, če jih enostavno lahko razumemo in postanejo absolutno preproste. Torej, do naslednjič. Vas lepo pozdravljam, zraven pa še prosim, da si pogledate še kakšno drugo našo YouTube vsebino, mogoče iz preteklih nastopov naše glasbene šole, pa dodate kakšnega všečkota. Ok, hvala, se vidimo v 7. lekciji. Čau.